vendar sem to ne bi vtikoval v sam naziv, ker je važna potem vsebina dokumenta in vsebina dela, delali pa že nekaj let za mestno zvezo nismo nič, razen z naše strani, ko smo pošiljali vse dokumente, vse letne plane, vse bilance, sodelovali na področju upravnega odbora in pa komisiji. V obratni smeri teh povabil in sodelovanj ni bilo. Zato je bilo to čisto drugače spremljeno, kot pa z drugim pokrajinskim zvezam, ki so se tega dobro držale in je moram častiti s te strani, da smo dobro usklajevali kljub veličini, ki so po vsej Sloveniji poudarili, da je to dejansko rata to, kot mora biti skrb za upokojence. To je naša temeljna zadeva. Vse drugo, kar pride zraven, je nepotrebno spuščati se v te resorje, kaj še je, kaj še lahko zmore in kaj še počne. Nobeno pravico nimamo posegati v privatno življenje, nobenega, to so avtonomne zadeve, zato bi jaz predlagal, da voditeljica, da zdajle bi verjetno še kdo od članov upravnega odbora na to točko se oglasil, tako da bi novinarji imeli pravo sliko. Jaz ne želim nobene skrivljene zadeve, razen tiste, da se javnosti pove, da delamo tako, kot je prvič nam veleva statut, kot nam veleva zakon o društvih in pa vsi akti, ki jih imamo znotraj sistema tudi sprejeto. To sem dolžen upoštevati in tudi spoštovati in mislim, da to tudi počnem. Hvala lepa za uvod, lepo prosim, člane upravnega odbora, kdo bi me lahko še kaj dopolnil, prosim. Vsak ne se predstavi, s kje je in da se ve, kdo bo govoril. Prosim, kdo želi besedo? Prosim. Mirko, predstavi se, prosim. Mirko Miklavčič, predsednik Pokrajinske zveze Južna Primorska. A bo šla predstavljati? Ali pa če pride sem, čakaj. Lažje. Dajmo se tako zmeniti, da bo rekel. Še pa kabel na odjate. Jaz sem besedo. Še enkrat, sem Mirko Miklavčič, predsednik Pokrajinske zveze Južna Primorska. Bom pač diskutiral malo širše, tudi v tem smislu, da sem bil kar 6 let tudi podpredsednik ZDUS-a v prejšnji sestavi, še v časa Kožuhove, Mateja Kožuh in tudi pozneje. Poglejte, ZDUS je sigurno, vsi z javnosti vemo, preko 70 let stara tradicijo ima v smislu združevanja upokojencev. Mi so pa 2-3, cirka več ali manj razdega njeni likov tu ustanavljali pokrajine. Te pokrajine so bile bolj ustanovljene kot je vrste koordinacija med društvi z določenega področja in tako je nastalo 13 pokrajin, na Južni Primorski smo to ustanovili in seveda takrat se je tudi prišlo do tega, da smo predsedniki, da so predsedniki projektov postali tudi vrste člani organov upravnega odbora. No in edina mestna zveza je ostala, kot že predsednik rekel, taka kot je, ampak posod so napisani pokrajinske zveze, seveda področje, ki ga pokrivamo. Južna Primorska, Severna Primorska in tako naprej. No, res je, da je prej deloval ZDUS v obliki dežnika, če bo bolj nastavo, se pravi 550 društv cirka je delovalo in mi kot pokrajina smo bili koordinatorji. Nikoli pa nismo bili člani, učlanjeni kot ZDUS. Seveda prišlo je do te faze, da je bilo potrebno reči, ali so pokrajine članice, ali so društva in seveda zakonodaja tudi se je spremenila in je prišlo do usklajevanja, da pokrajine postanejo članice ZDUS-a in vsa društva, ki so že ustanovitelji pokrajin, so preko tega tudi avtomatsko v tej veliki družini. No, seveda, vse to poteklo normalno, vsa razprava okrog sprememb statuta je bila dolga, bom rekel, več kot 2 leti, intenzivno se je pa razpravljalo potem v zadnjih 2 meseca pred sprejetjem in organ, najvišji organ zbor je to sprejel soglasno. Ni bilo nobene pripombe. Pri izvajanju se pa pojavilo to, kar se danes pojavilo po nepotrebnem. 12 nas je tisti, ki smo rekli, pokrajin, ki smo rekli, ok, uskladimo svoje akte, statute, tudi nekatera društva so to uskladila in začeli delovati. Seveda, mestna zveza je pač ostala mestna zveza in
pravi, noben ne bo nič usiljeval. To je nič usiljenega. V parlamentu 46 glasov odloča, ne pa 90. In tle je odločilo 12 glasov, eden pač ni, seveda, če se s tem strinja. Prav, če se ne strinja, se prav žal ni se vključil, oziroma se noče vključiti v to družino, kot je pravim, Zveza društev upokojencev Slovenije. Poglejte, je res, da mi ne bomo vsi vedno verjeli, da nekaj počne ali pa nekaj sprejme. Ampak ne se ne vseljuje, če on noče sprejeti, da je član ZDUS-a, se pravi, to je njihov odločitev, ne pa naša. Se pravi, bistvo je, da se potem zadeva toliko sprevrgla v neko pisovanje in klevetanje in nekaj še vse, da škodi ugledu upokojencev vsem v Sloveniji, ne samo teh, ki člani v Zvezi društev upokojencev, tudi ostalih 600 000, koliko nas je vseh skup. In mi tega ne rabimo. Mi rabimo mir, se boriti za svoje pravice, za svoje obveznosti, pripravljeni smo pomagati povsod in tam, ki je potrebno, tako mlajši generaciji ostalim, ampak ne rabimo teh zdrav. Občutek človek dobiva, da nekdo to nalaž počne, zato da bi nas usmeril od bistvenih stvari, ki sprejmejo korist ali v škodo upokojencev, tako ostamo zakonodajo pokojnine, zdravstvo in kaj, ampak se ne damo. Tisti, ki želi pristopiti, je želel pristopiti, tisti, ki ne želi. Zdaj, 20 000, več ali manj, ni majhno, ampak vseeno, tudi ostali, ki smo združeni, enotno mislim, da peljemo to organizacijo naprej in se borimo za upokojence, ne samo za člane, tudi za vse ostale. Hvala lepa. Hvala. Kdo želi naprej, prosim, besedo? Upravnega odbora. Ja, Jože, Radniški odbor. Jože Žnidarič, Pokrajinska zveza Posavje. Veliko smo slišali od predsednika, od Mirkota. Jaz nimam občutka, da je ZDUS neka avtoritativna in tudi mnenja sem takega, da imamo dober dialog, da imamo dobro delo in tega si tudi želimo. Kar se pa tiče te pokrajinske zveze oziroma mestne zveze, te imamo že problem lep čas, tudi za predsedovanje gospe Kožuhove se to nadaljuje tudi sedaj. In tega se mi nismo zaslužili, ker pokrajinske zveze delajo dobro, tudi društvo upokojencev delajo dobro in mislim, da je potrebno to delo tako nadaljevati. In kot sem že rekel, mi moramo biti enotni in pravim, da je naš upravni odbor enoten. Sprejemamo sklepe, kdo se ne strinja, ampak do sedaj moram reči, da smo veliko dela upravili, veliko pripravili za naše upokojence in si tega tudi želimo, da gre naprej. Nas obsoja kot neke klone, to je zelo podlo in tega si upravni odbor ni zaslužil. In upam, da se bodo ti odnosi, da se bo to sprevidilo, da to nikamor ne pelje, da bomo nekako poskušali te stvari zgladiti in nadaljevati takšno delo, ko ga upravljamo. Vse smo menda vsi nekako za upokojence in to tudi upravni odbor in kako tudi društvo upokojencev želimo, da se to naše delo upravnega odbora, delo predsednika, podpredsednice in nas članov upravnega odbora nadaljuje. Tako da jaz moram tole reči, zmeraj se najde kompromis, ampak če pa ni nekdo privoljen na to tak kompromis sprejeti, potem pa res boš, da ostanemo v 12 pokrajinah in da delujemo tako kvalitetno delo naprej, kot sedaj delamo. Hvala. Hvala. Kdo želi še naprej od upravnega odbora, prosim? Želi še kdo? Ne. Ja, ne bo vprašali novinarja. Novinarje lahko vprašajo kogakoli za njihovo mnenje. Prosim. Urška Mlinarič, večer. Vi pravite, da to mestno združenje ni vaš član, kako pa je potem z razdelitvijo sredstev? Oni potem nič ne dobijo od vas ali kako? Ker čeprav razumem, je prišlo zdaj do zadnje eskalacije spora zaradi te razdelitve sredstev, ker ste vi rekli, da tisti, ki bodo šli na ta festival, ne bodo dobili sredstev. Poglejte, v glavnem se delijo sredstva, ki jih dobimo za rekreacijo
in za srečanje od SPIZ-a. To so sredstva, ki jih potem razdelimo po ključu, po številu članov v vsaki pokrajini, ki zavisi tudi od plačane članarine, in sredstev, ki mestna zveza, ker ni včlanjena v ZDUS, letos, če ta sredstva bojo, ker so vprašljiva, ker so delodajalci na SPIZ-u uspeli s tem, da je šlo to vprašanje na računsko sodišče in računsko sodišče je ugotovilo, da je treba uzakoniti ta denar za pospeševanje rekreacijskih in pa gibalnih zadev, ki pripadajo društvom. Tako da, če ta sredstva bojo, razdeljene so, niso pa uzakonjena, bo še razpis delati v septembru, bojo ta sredstva med ljubljanska društva razdeljeno tako, kot je pač možnost, s tem, da imajo oni območne zveze. V območne zveze se vključujejo društva na posameznih področjih in bo ti znak, ki pripada, ampak sredstva, ki prihajajo iz državnih naslovov, tiste ne moramo, kar bojo tudi dobila. Ravno tako bojo dobila društva, ki se ukvarjajo s starejšim, z vsemi tistimi viri, ki so napojeni iz državnih virov. Tisto, kar pa mi pridobivamo iz donatorskih s posebnim trudom, tista sredstva, pa jasno, smo pa tistim rekli, ki bo šli na festival, ja, tisti del vam pa ne pripada, ker ste dvoživke. Naša prireditev, to imamo po drugo točko, naša prireditev je že bila na festivalu in to našo pismo je vzpodbudilo pomisleke v nekaterih društvih glede sredstev in seveda tisto društvo, ki bo tudi tam sodelovalo, bo videlo nekaj denarja manj. To je pa razumljivo. Denarnih sredstev iz države pa ne smemo okrniti in so upravičeni vsi, ki so kakorkoli na tem delu. Z dodatnimi pa seveda tudi pa druga zadeva. Toliko bi lahko odgovoril na vaše vprašanje. Ampak mestno združenje pa del članarine nakazuje vam ali kako od članov? Glejte, a veste, kdo plačuje članarino? Članarina se plačuje z DUS-u posredno, to se pravi, vso članarino 1 evro, polovico je namenjeno za pokrajinsko zvezo, polovico pa za ZDUS. To se pravi, da pokrajinska zveza iz svojega proračuna ne plačuje nobene članarine. Vse plačajo društvo upokojencev za vzdrževanje sistema tako pokrajine, tako tudi ZDUS-a. In mestna zveza je poleg tega sklepa letos nekaj pobrala tudi v svojih članic, pa prenekazala nam, dokler so bili še odnosi, so še pili vodo, zdaj v zadnjem času pa teh stikov nimamo, tudi nobenih nekazil, nobenih sporočil, ni nobene stvari več. Kdaj je torej prišlo do popolne zamrznitve odnosov? Ne, upravni odbor je samo ugotovil 15. maja na upravnem odboru, da mestna zveza pravzaprav ni članica ZDUS-a. Ni včlanjena v ZDUS. Ni včlanjena v ZDUS. Kljub opozorilom, gledajte, da bo to jasno, že komisija za statute jih je nekajkrat opozarjala. Upravni odbor jih je opozarjal. Dali smo jim tudi šimla statuta, da ne pogledajo, kako druge pokrajinske zveze so se prilagodile, nobenega odziva. In če še v svoj statut, oni imajo pravila, napišeš eno dikcijo, ki se tiče ZDUS-a, samo eno, pa še tista je nepravilna, to se pravi, da ni resnega pristopa do ZDUS-a in je to poniževanje tega dela, pa ne samo tega dela upravnega odbora, tudi vseh članov v ZDUS-u, ki so še kako pripravljeni sodelovati in v tem trenutku nam zadeve štimajo. Imamo pa težave samo z Ljubljano. Na podeželju pa pravijo, veste kaj pravijo na podeželju? Ti Ljubljančani imajo zmeraj nekaj svojega, kar ne po svoje se rihtajo, mi smo pa po svoje. Ampak nam je cilj, vsa društva servisira, tudi na ljubljanskem področju, nam je cilj, da se društva vključijo v ZDUS preko pokrajine
ki bo primerljiva z drugim pokrajinam. Ljubljanska MZU ima dnevne centre, ima tam posebno članstvo, posebna društva, ni sestavljen del bilance, potem delno pokriva osrednjo Slovenijo. Tam je ena mešanica tega, kot da se noben zastop in tudi, glejte, tudi mi seznanjeni nismo. Če je nekdo član ZDUS-a, mora pa ja letno poročilo poslati. Obratno pa tudi plan dela ZDUS-a mora vse pokrajine dobiti in ga obravnavati. Vete, če tega sožitja ni, da se dokumente ne izmenjamo, da ne grejo razprave na teren do upokojencev, potem je to vse zastonj. Vete, koliko dokumentov smo mi imeli, rekel, memorandum 18, potem smo za zdravstvo napisali, potem smo glede na koalicijsko pogodbo naredili primerjavo s koalicijsko pogodbo, potem smo napisali zakonodajne postopke, 4 zakonodajne postopke v ukrepih za izboljšanje poslovanja, tega mestna zveza nič ni razpravljala. Vete, kako pa pol lahko pričakuješ ta odziv za sodelovanje? Da ni. Pa predsednik za to kriv. Vete, jaz samo to lahko rečem, jaz lahko danes vidim, če je zadeve kaj boljše. Za to mesto sem jaz prišel takrat zaradi bolezni gospoda Donka, da smo s podpredsednico rekla, bova mi dva toliko časa vztrajala, da se bo gospod Donko pozdravil, po se pa ni, po sem pa rakel predsednik, pa podpredsednica je tudi ostala in zdaj, ki je toliko nerešenih vprašanj, sem pa še enkrat kandidiral, ampak bom to po točko 3 povedal tudi zakaj. Da ne bo dvoma, da smo kakšno stvar pripravili, priredili ali kakšno stvar naredili. Tako da je zadeva, glejte, je treba realnosti pogledati v oči. Zato pa je upravni odbor danes tukaj, da boste znali vprašanja postavljati, da boste rekli, Sušnik pa podpredsednica sta bolj navezana, en na drugega s samim delovanjem, da je to ena in ista zadeva. Ne. Tle so člani upravnega odbora, ki imajo velika drugačna mišljenja, pa se potem tudi to mišljenje lahko tudi spremeni, ali pa tudi drugače glasuje. Sklep je takrat sprejet, ki je z večino glasov. Ni pa nujno, da so vsi za to. Ni nujno, pa nobeno ne zamemo. Vsak ima svoje mišljenje, vsak ima svoje, bi rekel, področje svojih članic, pa članov, za katere se mi borimo. Še da je stvar, da si rada samo vprašanja, a potem zdaj ste rekli, da sredstva iz državnega proračuna ne bodo ukrnjena. To se pravi, da je spremenjen potem ta vaša odločitev iz 26.6., ki ste jo poslali kar takrat rekli, da med drugim ne bodo dobili sredstev za program Starejši za starejše, kot je državni denar, torej iz državnega proračuna. Se pravi, da je ta vaš sklep, odločitev je spremenjena. Glejte, mogoče se bo v enem pismu nekoliko neroden, pa sem rekel, da tisti, ki bojo tam sodelovali, bojo dobili. Noben ne sme sredstev iz državnega proračuna okrniti. Tisti, ki so upravičeni, jih morajo tudi dobiti. Noben, ne jaz, pa ne upravni odbor, če država podeli sredstvo za določen namen, jih mora pač tudi tisto društvo ali pa tisti, ki dela, jih mora dobiti. Ta sredstva so vprašljiva za rekreacijo. Ko jih spis letos ni dal razpisa, ponovadi smo imeli razpis v mesecu aprilu, teh 140 000 pa je vprašljivih, upam, da bojo rešeni do konca leta in potem tudi te sredstva bodo dodeljena vsem, ker gre iz državnega denarja. Tiskar pa mi osebno zlobiramo, pa fehtamo, pa pogodbe podpisujemo, tudi zmre ste videli tablo lek. Glejte, v ta lek je bilo treba 3-4 jeti. In pogodbo podpisati, pa ni samo lek, so tudi drugi. Ja, z tega naslova, pogledajte, pa ne bomo tistem, ki bojo imeli to prireditev za svojo, tako kot se je mestna zveza odločila. Glejte, za mestno zvezo, to je že pod festival, mestna zveza je bila seveda pod našo skupno zadevo, vendar so vsi glasovali, da mi izidemo iz festivala. Mestna zveza predsednik je pa rekel, kljub sklepom, mi bomo še zmeraj vztrajali pri festivalu te doživljenjsko obdobje. In prav je tako. Samo, ne morajo isti člani sedeti na dveh stolčkih.
A lahko dopolnim Prosim. programa Starejši za starejše, ravno to. Mi imamo redne kontrole, redna poročila, ki jih dajemo, in sicer Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ravno tako nas kontrolira tiho, da ne bi bilo kjerkoli nesporazuma. Čeprav obdelujemo s tem programom, pa pomagamo ljudem na terenu, preko 70% ljudem, in moram reči, da se je to izjemen program, ker je tudi izjemno kontroliran in na tem bedimo vedno in povsod. Drugo, kar je bi pa rekla, tudi Telekom nam pomaga, mislim preko tako z donacijami, kot bi želeli, da uvedemo to e-oskrbo, kar pa žal zaenkrat se odlaša, kar pa želimo tudi pospešiti z vsemi močmi. Tako da veste, da še enkrat poudarjamo, da so zagotovo sredstva razdeljena tako, kot je predpisano. Želi še kdo? Bomo lahko potem na drugo točko. To je razlogi, zakaj ZDUS ne sodeluje v festivalu za to življenjsko obdobje in zakaj ima festival podporo BZU Ljubljana kot soorganizatorica kljub drugačnim sklepom članov, delegatov BZU na zboru in pa upravnem odboru ZDUS. Poglejte, vsa ta leta, mislim, da je bilo 18, je ZDUS sodeloval pri festivalu tega življenjskega obdobja. Ko sem jaz postal predsednik, sem najprej se zanimal, kakšen del pa mi dobimo kot soorganizatorji od tega izkupička in kakšne stroške pa mi dobimo pokrite, ker smo res vse Slovenije vozili in pevske zbore in nastopajoče imeli veliko stroškov za samo organizacijo. In so rekli nič. Ko smo prosili firmo ProEvent kot soorganizatorja, da smo kot soorganizatorji dolžni dobiti finančno poročilo, kaj se je dogajalo, ali je izguba, ali je dobiček, in takrat seveda tega poročila mi dobili nismo. Ne na prvi poziv, ne na drug. Predlagali smo potem, da naredimo dogovor o sodelovanju. Poslušajte, jaz imam dogovor spravljen. Tako položajoč od te zasebne firme, da smo rekli, ja, letos bomo zdržali, drug let pa najbrž ne več. Nam je to povzročilo 20.000 evrov stroškov v vsakem festivalu. To smo mi potegnili iz članarine in od dotacij in pa od donacij. Glejte, jaz mislim, da bi festival lahko rekel, ja, v redu, ker je prometa skoraj 300.000, 20.000 pa ne more biti problem. Še od reklam, ki smo jih dali za Triglav, za zavarovalnico, smo mogli 5.000 odstopiti. In seveda smo v tistem letu še festival speljali z vsem programom, ki ga imamo, in potem, ko smo na upravnem odboru razpravljali za božjo voljo, da dobimo ne poročila, ne poplačila, ne pozornosti glede programov, smo rekli, zakaj pa ne ZDUS to nekaj svojega naredil, saj če tokrat pomagamo festivalu, bomo pa zapeljali svoje. In smo lepo festival samo obvestili, da izstopamo kot soorganizator. Kaj pa je to tok narobe? Festival funkcionira naprej. In da bilo to res tako, smo dali na organe. Upravni odbor je razpravljal, rekel, ja, tudi Anka Tomišek, ki je članica mestne zveze, rekla, ja, ta zadnji čas. Ko smo to peljali na zbor članov, so delegati iz cele Slovenije, so tudi ljubljanski rekli, ja, zakaj pa ne? Župan Janković je rekel, jo seveda, on je pa gospod Sedmak zadeval, v roke pa je je rekel, to pa ne. Jaz sem pa tam bil proglašen za ambasadorja tega, pred letom dni, to pa ne more kratko biti. Mestna zveza bo podprla ta festival za našega napatiho. Prav se lahko grejo gor, ampak nimo pa so organizatorji tega. Glede. In na ta način je prišlo potem do, jaz sploh ne vidim problema, zakaj, ker je ZDUS izstopil ven, zakaj je del problem pri organizaciji festivala. Festival gre svojo pot naprej. Sam rečem pa to, da je mestna zveza skupaj z županom zaprla vso sodelovanje ljubljanskih firm,
ki sodijo v holdingu mestne občine Ljubljana in tam smo že razstavljalce imeli, pa so potem priklicali. Se pravi, je bil bojkot. Ampak mi smo ne glede na vse to speljali prireditev, ki je bila dobra vsebinsko, morda zaradi slabega vremena udeležba malo slabša, kot je pričakoval. Zdaj ta festival je pa kar bo 1. oktobra. In smo rekli, da pa tista društva, ki je pa tudi tam vehementno nastopala in nastopala proti sklepom tega organa, potem pa tistih sredstev, ki jih dodajamo vedno zraven vsako leto, da določeni programi grejo v to smer, tistih sredstev pa ta društva ne bojo dobila. In tudi tako bo. Državna sredstva, ki jih dobimo strani države, bojo razdeljena po ključu, po sklepu upravnega odbora. Tiste, ko bomo mi okrog nafehtali, pa pridobili druga sredstva, tega pa ta društva ne bojo deležna. Glejte, vsak let je več športnikov, vsak let je več likovnikov, vsak let je več rokodelcev, dramske skupine, folklorne skupine, mednarodno sodelovanje, to košta veliko denarja. In če mi ne bi dodatnih virov svojih dividendov iz hotela Delfin, donatorskih sredstev, mi milijon proračuna ne speljamo skozi. Zato je treba tudi bedeti nad financami. Finance je treba spremljati dosledno in nič drugačno pomaga. Tele pa ni demokracije pri financah. Pri financah je pa samo številka 3 x 2 je 6, ni švok 7 ali pa 5. 6 je. Zato je, pravijo, danes smo imeli delegacijo tukaj iz mestne zveze zjutraj, so rekli, da sem neke sorte diktator. Ja, na področju financ pa res. Tlele se pa tako odvija, kot je treba. ZDUS s svojimi prostovoljci ne bo nič več podjelo, ki je nekoč lepo zastonj naredil, tudi na terenu ogromno, drug so jih pa plačali, pa smejali so se nam. Poglejte, ta zadnji primer o e-oskrbi, ki je pilotni projekt dobilo Celje. Tam so dobili 1.600.000 iz proračuna za elektronsko oskrbo. Nas so pa hoteli kot prostovoljce vklopiti, da bomo dali podatke, pa da bomo sodelovali za ston. Ne gre. Ne gre. Tudi mi moramo ljudi stimulirati. Naši prostovoljci 3500, še eno čevlo jim ne moramo kupiti po parih letih, ki jih znucajo po terenu. Samo minimalne pristojbine jim damo za neke stroške, drugega pa nič. Kljub temu, da je proračun 400.000 evrov, še malo več, od katerega da ministrstvo 230.000, nekaj da fiho, ostalo pa nafehtamo. In kdo glede tisti bo, ki bo rekel, če jaz hodim po firmah, koliko ljudi poznam, če dobim denar, nam pa tistem dal, ko bojo neverni Tomaži in šli na festival. Ni šanse. Naša prireditev je medgeneracijsko sožitje z mladimi, študentni servis in tako naprej. To je pa privatna zadeva družbe, ProEvent, ki bo mestna zveza dala vso podporo in ne ga naredijo. Ne pa naš hodilke plesati pa pet. Ne grejo. Nobeden ne sme okrniti delovanje društva. Vsak se odloči pa lahko gre. Samo potem tistih dodatnih sredstev, kot sem rekel, ki jih dobimo mi po drugih poteh, tisti pa ne bojo deležni. Te pravice se pa mi, tudi danes povem, javnosti, to nam pa ne bo nobeden preprečil, da bi mi tiste denar, ki ga nafektamo, dali dvoživkam, ki bojo tam pripevali, pa pri nas pripevali, kljub temu, da je za življenje, da čim več pojejo, pa čim več plešejo, vendar ne na račun drugega. Toliko je moje sporočilo. Če bi pa festival rekel, 20.000 vam damo za vaše stroške, nikdar ne bi prišlo do ločitve tega. Nikdar. Ker pa niso prispevali nič, ko bomo videli na svojem. In drugo leto imamo že koncu maja program, ker glavna točka je pa bivalni standard, kjer sem lotili upokojencev in njihovih težkih pogojev, ki stanujejo v večnadstropnih hišah, pa nimajo dvigal in po ostalih zadev menjavi stanovanja, to je pa drugo leto glavna tema in bomo tudi tako tudi vztrajali, ne glede na, kaj bo festival dele v oktobru mesecu tam naredil. To nas ne zanima. Vsako privatno lahko gre tja, vsako društvo gre lahko tja, to pa ne moramo mi preprečiti, da pa uradno nastopamo kot društvo upokojencev, pa nas pa subvencije dobijo, čakajte, to pa ne gre več. To pa ne gre. Toliko. Zdaj, mestna zveza. Mestna zveza tle ni spoštovala nobenih sklepov.
Oni so rekli, mi bomo podpirali tole, ker je gospod Sedmak bil za ambasadorja izvoljen in ni hotel zapustiti te srednje. Tudi nekateri naši člani so ostali tam, na oni strani. So rekli, škoda, da bi se ta festival na tak način uničeval. Res je škoda, sam se pa treba tudi prilagoditi. Civilna družba ZDUS ni zato, da bo kakšno hlapčevala. Mi hočemo tudi za svoje delo dobiti vsaj nadomestilo, nekaj za izgubljeni čas in potne stroške. Tega nam pa niso nudili in zato je situacija taka, da bomo mi svoj festival in ne osporavamo nič temu. Članstvo pa, če je pripadno ZDUS-u, bo tako ravnalo, kot se dejansko reče. Tako pač je. Noben futbolist ne more pri Olimpiji hkrati igrati, pa še pri Mariboru. Ne more. Sam za Olimpijo lahko nabija. Za Maribor pa ne more, bo pa drugo leto pri prestopu lahko. Potem treba pa prestopiti. In tudi mi nismo pripravljeni drva nazaj v hosto nositi, v okolici. Nismo. Če država nas dejansko zvija na vse načine, nam ne prepozna vseh pravic, to moram povedati, da letos izredno usklajevanje, ki konec leta je obupno, bi moglo biti vsaj posred leta. Letni dodatek, da ne govorimo o njim, ki ni po sistemskem zakonu, je ravno tako, druga zadeva neprimerna. Veliko pripombejo to in pa da smo dobili regres. Danes je zadnji mesec, danes, poslušajte, vsi, ki ste zaposleni, ste ga dobili že v mesecu maju ali pa aprilu, upokojenci pa pol na konc, se upokojenci imajo tudi potrebe. Zmeraj se nas postavlja eno stopnjo nazaj. Ne bo postavljal, jaz vam povem, pred volitvami, če ste jih poslušali, gospod Vodušek je vse takrat posnel, vse pogovore ima in ve, koliko so obljubljali. Upokojenci. Kje so pa danes poslanci? Kdo se pa še dvigne? Nihče več. So na sedežih, sedaj borijo samo za svoje staleže. Vete, to je moja kritična pripomba na to, drugače pa jaz vam povem, mi smo tukaj enotni. Ne v vseh pogledih, ampak se usklajujemo in sprejemamo sklepe tako, da pijejo vodo. Tu, če je pa proti, pa za, mora biti tako organizirano. Tako da je glede festivala zadeva rešena. Kdo bo pa dvoživka ostal, poteka pa nov na nekatere naše zadeve, ki jih moramo posebej financirati. Okrog tega se pa ne bomo postali. Hvala. Vprašanje, prosim. Izvedi. Manjši dopolnil, predsednik. Prosim, ja. Predsednik je vse povedal, ampak je to, da že 12 let spremljam blizu to zadevo. Najbolj boleče je tisto, da je bila ideja o železniško dobe ZDUS-ova in se je sprivatizirala. In ravno iz te interesa privatizacije in kapitala je jasno izvesel ZDUS. Vso vsebino je dal, vse programe zorganiziral, vso stroko dal zraven, pa marsikaj še, na koncu je od tega izvesel, se pa niti stroške ni dobil pokrite. In to v korist privatnim izvajalcem. In tu je potem tudi hočno. In zato mi to ne podpiramo, ne bom govoril o korupciji, nekdo drugi poročuje, kakšna je in kakšna je bila, ampak to je glavni vir vseh zdrav in so nastale. Se pravi, bili smo majhni klapčki, ki smo se naredili, od tega pa neče imeli. Še kdo želi pravnega odmora? Što niste to reči? Ne želi? Potem prosim vprašanje, novinarjev, če pa še nekaj vprašati. Veliko še krade Slovenija, lahko nekaj vprašamo o letnih dodatkih. Kako? Če lahko nekaj vprašamo o letnih dodatkih. Lahko? Ja, gledajte, ali pa pod zadnjo točko, lahko bi tudi zdaj odgovoril, gledajte, letni dodatek. Za nas še zmeraj velja sistemski zakon, ki se deli letni dodatek v dveh razredih in je trenutni izračun 178 milijonov. Letos smo dobili 140 v 5 razredih. Včeraj smo imeli strokovni svet, prejšnji dan, še vedno vztraja pri sistemskem zakonu, samo vlada tega ne spoštuje in nas to plačuje iz ZIPRS-a. To je stališče. Nikdar nas ni noben vprašal, zakaj v 5 razredih, zakaj ne v 2, ali pa da pripravljamo zakon, sprejembo zakona je naše stališče tako, kot je bilo.